Imate gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, izvolite. Hvala lepa. Jaz pa mislim, da je ta preiskava potrebna in glede na pripombe, da ni dovolj koncizno napisano, lahko rečem samo to, da je zakonodajno-pravna služba že kar nekajkrat dala pripombe na kakšne zakone, ki jih je vložila koalicija, da so dobesedno, da so za nič, da jih je treba popraviti, spremeniti in vendar je Državni zbor o teh zakonih razpravljal in jih na koncu sprejel. Navkljub temu, da je bilo mnenje zakonodajno-pravne komisije absolutno negativno. To se pravi, se tukaj soočamo z dvojnimi merili. Za ene tako, za druge tako. Jaz mislim, da zadeva je javnega značaja. Absolutno je javnega značaja. Gre za javne uslužbence, ki se jim očita vpletenost v politično sfero. Kar nekaj primerov je bilo povedanih, kdo je vplival, kako je vplival, kdo, kje, zakaj in čemu. In zadeva ni enostavna. In če bomo to pometali pod prebrogo, ne bomo kam daleč prišli. Že tako ali tako ima Slovenija čuden sloves v Evropi. Zelo čuden sloves. In to ni dober sloves, slab. Jaz pravim, da Kangler sodi tukaj je primer. Primer, ki se je zgodil, ki je najbolj eklatanten. Vedeti je pa treba, da takih primerov ni tako malo. Takih primerov ni tako malo. Vendar Kangler je imel to srečo, če rečemo na rekovajih, da je bil in da je svetnik, da je bil politik, kajti običajni ljudje pa ne morejo narediti nič. Enostavno morajo pogoltniti sodbe sodišč, sodbe in obsodbe tožilcev in sodnikov in nimajo nobenega pravnega sredstva ali pa kakršnega koli sredstva, še v časopise jih ne dajo. Zdaj, če smo se 91. borili za tako državo, je meni žal, da sem se boril za tako državo. Jaz ne maram take države. Jaz hočem imeti urejeno in pošteno državo. Poštene države že dolgo ni več. Mislim, da degradacija poštene države se je začela leta 1992 in se uspešno nadaljuje. Z lopovščinami, s krajami, z goljufijami in s sodnimi procesi, ki tolčejo po tistih, ki so glasni. Najprej se jim ne pusti govoriti, tudi tukaj, v tem krogu, potem pa še kje drugje. Jaz zdaj pričakujem, da boste še tlele začeli deliti kazni, če bo kdo kaj preveč na glas rekel ali pa kakšno besedo uporabil, ki morda komu ni povšeči. Bodite veseli, da ni tako v njih parlamentih, ki se tepejo noter. Slovenski parlament je 100krat bolj nežen kot angleški parlament, ki ga jemljemo kot vzor demokratičnosti. Mislim, kaj se gremo tle? Pa dejmo, razformirajmo ta sistem, pa pejmo nazaj na enopartijski sistem, ki je bil prej. Naredimo pravzaprav dve partiji, naredimo komunistično partijo, pa SZDL, tako kot je bilo, pa bo fino, a ne de. Pa bomo sedeli, pa sam pritiskali na tipko, da smo vsi za. Jaz nisem za take špile. Nisem za take špile, zato jaz podpiram, da zadeva gre v razpravo, da se ustanovi komisija, konec koncev ni ravno tako enostavno, da bi kdorkoli z ceste lahko prišel pa zahteval neko preiskovalno komisijo. Ne gre kar tako. In pa kolegu, ne, zemlja ni okrogla, zemlja je krogla oziroma elipsoid.